Koliko denarja je Slovenija zmožna nameniti za oboroževanje, da moramo v obrambo vlagati več ali pa se začeti učiti ruščine, je pred dnevi zagrozil šef NATO. Slovenija, kot je znano, ne dosega niti trenutne zaveze 2% bruto domačega proizvoda in tega cilja ne bo dosegla niti letos, niti prihodnje leto. Ministrstvo za obrambo se medtem osredotoča na modernizacijo vojske. Zadnja pridobitev so 370 tisoč evrov vredni simulatorji letenja, na katerih se bodo usposabljali vojaški piloti. Gre za trenutno najbolj napredne simulatorje na trgu, tudi na ravni NATO. Ema Čepon. V skorajda vsakem javnem nastopu ta teden šef zavezniških sil Evropo svari, za obrambo morate nameniti več. If you don't do it, get out your Russian language courses or go to New Zealand. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger. Po analizah NATO-vih vojaških strokovnjakov bi lahko za pokritje vseh obrambnih potreb potrebovali celo 3,7% BDP-ja, a kaj ko Slovenija ta trenutek ne zmore prispevati niti zahtevanih 2%. Slabša je samo še Španija za 0,1 točke. Za svojo varnost je treba poskrbeti, če pa si vključen v sistem kolektivne varnosti, kar NATO je, pa je potrebno pač sprejeti vse pravice in odgovornosti, ki s tem grejo. Nova zahteva 3,7% BDP za Slovenijo, glede na zadnje podatke sicer pomeni približno 2,4 milijarde, trenutno prispevamo 905 milijonov. Socialni demokrati smo na stališču, da so 3% previsoki in se absolutno s tem absolutno ne strinjam. Mogoče bi morali začeti ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji razmišljati o tem, ali ima sploh smisla še sodelovanje v takšni organizaciji. Na Ministrstvu za obrambo o dodatnem povečanju obrambnih izdatkov, kot kaže, ta hip ne razmišljajo. Slovenija še naprej zasleduje skromnejši cilj, da bi letos namenili 1,5% BDP in zavezo 2% uresničili leta 2030. Gospodarska rast v tej državi se krepi, kar nam seveda vsem skupaj omogoča, da bomo za našo skupno varnost namenili več sredstev. In sicer tako minister za modernizacijo vojske in nakup vojaške opreme z dvojno rabo, kot so denimo helikopterji, ki služijo tudi za gorsko reševanje ali gašenje iz zraka, ter krepitev razvoja na področju vojaških tehnologij, kot so denimo danes predstavljeni simulatorji letenja, na katerih se bodo piloti pripravljali na najzahtevnejše akcije. Primer, da smo zaznani na radarju, da leti raketa proti nam, to bomo tudi lahko postopke urali. Simulatorji se bodo v tako natančno zgledali, da lahko tudi vreme določamo in lahko letimo tudi v različnih vremenov, v različnem času dneva. In tu se lahko kosamo z drugimi zaveznicami. Slovenski simulatorji letenja, njihov razvoj je stal 370 tisočakov, so ta hip najnaprednejši na ravni NATO.